Dober dan, lepo pozdravljeni. Sem Andreja Backovič-Juričan, prihajam iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in sem članica strokovnega odbora projekta Zmigaj se do vadbe. Danes vam bom predstavila nekaj dejstev na področju preventive kroničnih bolezni v Sloveniji in kako lahko preprečujemo kronične bolezni skozi gibanje in s pomočjo skupnostnega pristopa k zdravju. Gibanje je zdravilo, mislim, da se tega vsi zavedamo in ravno tako lahko učinkovito pomagamo našim vadečim, kot tudi našim pacientom, če stopimo skupaj. Skratka, skupaj zmoremo več in gibanje vsekakor zdravi številne bolezni in številna neugodna zdravstvena stanja. Ko govorimo o kroničnih boleznih in pravimo tudi kronične nenalezljive bolezni, zakaj? Zato, ker so to bolezni sodobnega časa, sodobnega človeka, skratka tistega, ki pravzaprav živi nezdravo, skratka prakticira neaktiven in nezdrav življenjski slog. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni na leto umre okrog 53 milijonov ljudi, kar pravzaprav predstavlja kar 75% vseh smrti. In ko pogledamo podatke na področju Evropske unije, lahko rečemo, da so glavni dejavniki tveganja prezgodnje umrljivosti kajenje oziroma uporaba tobačnih izdelkov, potem prekomerno oziroma škodljivo pitje alkohola oziroma konzumacija alkohola, nezdravo prehranjevanje, telesna nedejavnost, visok krvni tlak ali hipertenzija, debelost kot tudi številni okoljski dejavniki. Povečuje se na žalost tudi delež tistih posameznikov, ki vsakodnevno prakticirajo pretirano in prekomerno sedentarno vedenje, kot tudi delež tistih, ki trpijo za kroničnim pomanjkanjem spanja. Študija globalnega bremena bolezni, ki je bila izvedena v Evropski uniji leta 2019, navaja, da lahko 125.000 smrti pripisujemo izključno in samo nezadostni telesni dejavnosti. Zato je zelo pomembno, da se zavedamo, da zdrav in aktiven življenjski slog lahko učinkovito prepreči in preprečuje številne kronične bolezni in da to dosežemo le z medsebojnim povezovanjem treh najbolj ključnih skupin ljudi. Na eni strani so to raziskovalci in strokovnjaki, ki seveda zagovarjajo z dokazi podprto stroko, na drugi strani so to politiki oziroma odločevalci, ki, vkolikor poslušajo nas strokovnjake in seveda raziskovalce, lahko tudi implementirajo neke nove intervencije, neke nove ukrepe v prakso oziroma v obstoječe sisteme, ker imajo to moč, tako finančno kot politično. Po drugi strani, oziroma tretja skupina, zelo pomembna skupina, ste pa vi, izvajalci različnih športno-rekreativnih programov v praksi, kot tudi moji kolegi, zdravstveni delavci, ki se vsakodnevno ukvarjajo s pacienti in seveda številni drugi. Zdaj, mogoče za tiste, ki še ne veste, pod katere najbolj tipične skupine spadajo bolezni, kronične nenalezljive bolezni, ena taka večja skupina kroničnih nenalezljivih bolezni so vsekakor srčno-žilna obolenja, kot je recimo ateroskleroza, potem ishemična bolezen srca, srčno popuščanje, tudi hipertenzija oziroma visok krvni tlak in tako dalje. Potem je še ena zelo velika skupina, katero najbrž vsi zelo dobro poznamo, in to je skupina mišično-kostnih obolenj, zaradi katerih seveda še vedno delovno aktivna populacija zelo pogosto je odsotna iz dela, če so težave seveda dosti pogoste in je bolečina tudi prisotna na različnih delih telesa zaradi različnih vzrokov, na mišično-skeletnem sistemu. Potem so tukaj, bom rekla, presnovne bolezni, najbolj dve taki tipični, ki spadata pod kronične bolezni, sta sladkorna bolezen tipa 2 in debelost.
Potem so tukaj tudi nekatere duševne motnje in bolezni, recimo kot sta anksioznost in depresija. In seveda so tukaj spadajo tudi skupina nekaterih rakavih obolenj. Predvsem govorimo, je z nezdravim življenjskim slogom pri obeh spolih povezan rak debelega črevesa in danke. Pri ženskah pa povezujemo neaktiven življenjski slog, ko gre za raka dojke in tudi nezdrav življenjski slog in raka materničnega vratu. Nekaj besed o konceptu tako imenovanega 24-urnega gibalnega vedenja, ki ga z drugimi besedami imenujemo tudi dnevno gibalno vedenje. Zdaj, v zadnjem desetletju smo javnozdravstveniki kot številni, bom rekla, raziskovalci že prišli do zaključka, da na zdravje vplivajo v 24-urnem ciklu najmanj 3 domene. In to so telesna dejavnost, sedentarno vedenje in spanje. In zelo pomembna je ne samo količina, ampak tudi kakovost vseh teh 3 domen. Seveda v 24-urnem ciklu naj bi bilo bistveno več gibanja oziroma telesne dejavnosti in minimalna količina sedečega vedenja oziroma sedentarnega vedenja, ker je to tisto vedenje, ki seveda neugodno vpliva na zdravje in predstavlja tveganje za kronične bolezni. Medtem ko pa govorimo o spanju, pa seveda govorimo, da mora biti količina in kakovost tega spanja pač ustrezna starostni in ciljni skupini, kateri pripadamo. Tako da vse te 3 domene so pomembne in zato je potrebno vsa ta 3 dnevna vedenja proučevati in spremljati skupaj. In ravno iz tega konteksta Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z raziskovalci iz Primorske univerze izvajamo en projekt, ki se mu reče GIB24, zdaj ga počasi že zaključujemo. In v okviru tega projekta bodo na jesen izdane prve slovenske nacionalne javnozdravstvene smernice za 24-urno gibalno vedenje. Želimo tudi umestiti koncept tega 24-urnega gibalnega vedenja v naša redna epidemiološka spremljanja in nacionalne programe, ne samo na področju zdravstva, ampak tudi na področju športa in tudi v druge sektorje. Zakaj vse to počnemo? Zaradi tega, ker nezdravemu življenjskemu vedenju lahko pripišemo pravzaprav 15% vseh smrti in marsikatera raziskava je do zdaj že dokazala, da je nezdravo gibalno vedenje najpomembnejši z življenjskim slogom povezan dejavnik tveganja v 21. stoletju. V ta namen smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje oblikovali eno kampanjo, ki je najbolj močna v tistem času, ko se na jesen in na spomlad spreminja ura in pravimo, drugače pa prisotna skozi celo leto, ampak takrat najbolj, in tej kampanji pravimo, naj šteje cel dan. In skozi to kampanjo s pomočjo naših, bom rekla, letakov, plakatov, različnih ikonografij, želimo slovenski javnosti predstaviti ta koncept 24-urnega gibalnega vedenja in jih spodbuditi, da se skozi dan čim več gibajo, da skrajšajo čas sedenja in mirovanja, ter da poskrbijo za urejen spanec. Pri tej kampanji nam seveda lahko pomagate tudi vi znotraj projekta Zmigaj se do vadbe v vaši lokalni skupnosti in pri svojih vadečih. Poiščite skratka na spletni strani NIJZ, skratka to kampanjo pod imenom Naj šteje cel dan in si lahko v bistvu natisnete oziroma prenesete svoje promocijske materiale v povezavi s tem. Zdaj pa poglejmo malo podatke, kaj pravijo slovenski podatki glede dnevno gibalnega vedenja odraslih prebivalcev Slovenije. Že prej sem omenila epidemiološko spremljanje, epidemiološke študije. Zdaj na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajamo tako za otroke in mladostnike, kot tudi za odrasle in starejše odrasle
na vsaki nekaj let periodične in mednarodno primerljive epidemiološke študije, kjer seveda operiramo z zelo, bom rekla, velikim reprezentativnim vzorcem teh ciljnih skupin, starostnih skupin. In tukaj so pravzaprav rezultati šeste tako imenovane CINDI raziskave, ki z dolgim imenom pravimo z zdravjem povezan vedenjski slog odraslih. Prvo tako raziskavo smo izvedli v letu 2001, pred zadnjo šesto, kjer vidite tukaj podatke, rezultate te raziskave smo izvedli v letu 2020, in zadnjo smo izvedli v letu 2024 oziroma 2025, vendar nimamo še javno objavljenih rezultatov v povezavi s tem, so pa zelo podobni rezultati, kot so bili ti iz leta 2020, ki pa so javno objavljeni v našem zadnjem objavljenem zdravstvenem statističnem letopisu. In sicer, če pogledamo, koliko je naša slovenska odrasla populacija stara med 18 in 74 let, telesno dejavna, to so podatki, ki so bili pobrani z zelo, zelo obsežnim anketnim vprašalnikom, to pomeni, da gre za kvantitativno obliko oziroma vrsto raziskovanja, smo prišli do zaključka, da je 80% slovenske odrasle populacije takih, ki dosega minimalno količino telesne dejavnosti, ki po WHO oziroma priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije prinaša neke pozitivne oziroma znatne koristi za zdravje. 80%. Kaj zdaj to pomeni? Kaj je tisti minimum od minimuma? To je, da se odrasli posameznik giblje aerobno vsaj 150 minut na teden in to zmerno. To pomeni, da se nekoliko, bom rekla, ogreje, ne pretirano globoko zadiha, običajno se tudi ne spoti, ampak doseže nekje od 50 do 70% maksimalnega srčnega utripa oziroma energetsko porabo tam nekje od 3 do 5 metabolnega ekvivalenta oziroma meta. Lahko pa tudi gre tukaj za posameznika, ki doseže vsaj 75 minut, visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti na teden, to pa že pomeni nekaj nad 6 metov energetske porabe in pravzaprav, kar se tiče procentov srčnega utripa, doseže nad 70% do nekje 85% maksimalnega srčnega utripa in tak posameznik se že kar fajn spoti in tudi fajn zadiha pri izvajanju takšne aktivnosti. In recimo ena taka tipična zmerno intenzivna telesna dejavnost je zmerno hitra hoja, medtem ko je ena taka tipična, bom rekla, visoko intenzivna aerobna aktivnost, zdaj govorimo za povprečno pripravljenega posameznika, telesno pripravljenega posameznika pa je tek. Ne šprint, ampak čisto običajni, bom rekla, tek. Potem pa, če pogledamo recimo sedentarno vedenje, kakšni so podatki, Slovenci še vedno v povprečju preveč presedimo in sicer na teden 5 ur na dan, če govorimo med tednom, med delovnim tednom, in če govorimo na dan med vikendi, sobota, nedelja, pa v povprečju 6 ur na dan. Najslabše rezultate pa smo zaznali na področju spanja. Kar 65% odrasle in starejše odrasle slovenske populacije ne dosega osnovnih priporočil o dolžini spanja za njihovo starost. To pomeni, da 65% odraslih med tednom spi največ 7 ur na dan, kar je pa premalo za res urejeno in kvalitetno spanje, da se organizem res dobro spočije. Koliko pa je priporočljivo, bomo videli nekoliko kasneje, ampak vsekakor več kot 7 ur. Poglejmo še nekaj podatkov, ne samo iz CINDI raziskave, ki sem jo prej omenila, oziroma raziskave za zdravjem povezan vedenjski slog za odraslo populacijo, ampak tudi iz druge epidemiološke študije,
ki jo tudi izvajamo na približno vsake 4 leta, periodično, in v bistvu tukaj raziskujemo mladostnike stare 11, 13, 15 in 17 let. Tukaj so podatki glede čezmerne hranjenosti iz obeh raziskav in debelosti v Sloveniji. Če pogledamo recimo stanje mladostnikov na tem področju, lahko rečemo, da se dobra petina mladostnikov glede na indeks telesne mase uvršča v skupino čezmerno hranjenih in debelih posameznikov. Zdaj pri fantih je, bom rekla, ta delež pravzaprav višji, ne? In to pri vseh starostnih skupinah, če primerjamo seveda fante z dekleti, ne? In če pogledamo trend naraščanja čezmerno hranjenih mladostnikov starih 15 let in mladostnih oseb z debelostjo, lahko rečemo, da narašča. Vidite tukaj podatek, v letu 2006 je takih posameznikov, mladostnikov bilo 15,6%, v letu 2022 pa že kar 23%. Poglejmo še, kakšno je stanje pri odraslih, starih od 25 do 74 let, iz Cindy raziskave. Slabih 40%, konkretno 39% odraslih, lahko rečemo, da so čezmerno hranjeni. In bolj problematični po deležu so tukaj moški, kot vidite, 48,3%, za razliko od žensk, ko jih je pa bistveno manj, in to je 29,6%. Podobno so moški bolj problematični, ko gre tudi za debelost po deležu. Na splošno, ko pogledamo oba dva spola, lahko rečemo, da 20% odraslih spada v kategorijo oseb z debelostjo, ampak pri moški je ta delež večji, in sicer 21,5%, pri ženskah pa 17,4%. In tudi tukaj trend na področju čezmerne hranjenosti in debelosti pri odraslih raste. V letu 2008 je bilo takih posameznikov 17,1%, v letu 2020 pa 19,5%. Že prej sem rekla, da zadnjo Cindy raziskavo smo izvajali v letu 2024 in bomo jo objavili najverjetneje zdaj v letu 2025, ampak niso še javno objavljenih podatki, ker pa sem čisto slučajno avtorica poglavja ravno za področje čezmerne hranjenosti in debelosti, vam lahko zaupam, da od prve Cindy raziskave, ne, to pomeni, ki je bila izvedena 2001, pa zdaj do zadnje, ki je bila izvedena 2024, lahko rečemo, da se je trend debelosti pri ženskah povečal za 3% v vsem tem obdobju, medtem ko pri moških pa za 6%. Moški so skratka bistveno bolj problematični na tem področju kot pa ženske, in podobno, kot vidite, je tudi pri mladostnikih moškega spola. Ok, gremo malo še pogledat smernice in priporočila za telesno dejavnost in sedentarno vedenje odraslih, ker to bojo tisti vaši vadeči, ki bojo hodili na vaše športno rekreativne programe, ki jih ponujate znotraj projekta Zmigaj se do vadbe. Tukaj bi želela povedati, da leta 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija izdala te smernice, znotraj katerih so številna priporočila za gibanje in sedentarno vedenje za različne starostne skupine, za različne ciljne skupine, vključno z nosečnicami, kroničnimi bolniki, osebami z zmanjšano zmožnostjo in tako dalje, ne samo za starostne skupine. V letu 2022 pa je krajšo verzijo teh smernic priporočili NIJZ prevedel v slovenski jezik in tudi prilagodil za slovensko področje, in to publikacijo vam priporočam, da si jo prenesete iz spletne strani NIJZ in si jo sprintate in jo imate v svojih telovadnicah, fitness centrih, športno-rekreativnih centrih, skratka športnih društvih, klubih, na razpolago, če si bi mogoče kdo od vaših vadečic želel to pogledati, da lahko potem skupaj pobrskata po teh priporočilih. Zdaj osnovno nekako sporočilo oziroma osnovna sporočila, ki jih te smernice omenjajo, so, da vsak gib šteje, čisto vsak gib šteje, in da naj bomo aktivni vsi, vse povsod, vsak dan.
Če pa pogledamo bolj podrobno priporočila za starostno skupino odraslih in starejših odraslih, ne, je dodana vrednost teh priporočil predvsem v teh krogcih, obarvanih in neobarvanih krogcih tukaj spodaj na vsaki ikonografiji, če vidite, ne. Zdaj eni krogci imajo recimo 5 obarvanih, a ne, ponekod sta pa samo 2 obarvana, ali pa 1,5, tisti ta drugi je malo slabše. Kaj pravzaprav to pomeni, ne? To pomeni, da so strokovnjaki, ki so ta priporočila pisali, ki so izdali te smernice za Svetovno zdravstveno organizacijo, ne, pregledali zelo natančno najnovejšo znanstveno literaturo in več kot je teh krogcev rumeno obarvanih, pomeni, da to priporočilo drži kot pripito oziroma ima zelo, zelo veliko oziroma visoko moč dokazov. Manj kot je teh krogcev, a ne, obarvanih z rumeno, je manjša moč dokazov, ne, znanstvenih dokazov, ampak vseeno dokazi obstajajo, samo je bistveno manjša moč dokazov. In poglejmo, kaj govori priporočilo na področju tiste minimalne količine, ko rečemo WHO. To pomeni, da je treba na teden za neke pozitivne oziroma znatne koristi za zdravje, substantial je to v angleščini prevod, health benefits, izvajati vsaj 150 minut, to je minimum, a ne, do 300 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti ali vsaj 75 do 150 minut visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti oziroma enakovredno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti na teden, ne? Na teden. Zdaj pa, če želimo pa mi na področju našega aerobnega zdravja narediti neke dodatne koristi za zdravje, ne? Dodatne koristi za zdravje pa more biti te, bom rekla, aerobne količine telesne dejavnosti na teden bistveno več. In to je bodisi več kot 300 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti ali pa več kot 150 minut visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti oziroma enakovredno kombinacijo telesne dejavnosti dveh teh intenzivnosti. Seveda pa je koristno za dodatne oziroma additional health benefits, koristi za zdravje, izvajati vsaj 2-krat na teden tudi vaje za krepitev mišic, zmerne do večje intenzivnosti, predvsem tistih mišic, a ne, ki vključujejo večje mišične skupine, vsaj 2-krat na teden, ne. In vi predvidevam, da v vaših športno-rekreativnih programih ponujate oboje, ne samo aerobno, a ne, telesno dejavnost oziroma različne oblike aerobne telesne dejavnosti, ampak tudi vaje za krepitev mišic, kar je še toliko bolj dobrodošlo, da bodo vaši vadeči ne samo dosegli tisto minimalno količino telesne dejavnosti, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, ampak da bojo naredili še nekaj več za svoje zdravje in to na organiziran, na varen, na strokoven način, kjer se bojo imeli možnost in priložnost tudi družiti, zato seveda znotraj projekta Zmigaj se do vadbe vsekakor podpiramo vaše vadbene programe, ki jih ponujate vadečim. Po drugi strani pa je za starejše odrasle, ki so najmanj 65 let stari ali pa več, čeprav tudi za mlajše generacije ne bo nič odveč, če začnejo prej, ampak za tiste, ki so 65 let že stari oziroma več, je pa potrebno izvajati tudi 3-krat na teden tako imenovano multikomponentno oziroma večkomponentno telesno dejavnost. Kakšne vrste vadba pa je to, ne? To je v bistvu raznolika vadba, zmerno do večje intenzivnosti, kjer kombiniramo vaje za krepitev mišic z vajami za ravnotežje in koordinacijo, in ta vadba poudarja tudi bom rekla, funkcioniranje v vsakodnevnem življenju in na nek način tudi preprečuje padce. Zato je zelo, zelo pomembno, da izvajajo to kombinirano multi oziroma večkomponentno vadbo, predvsem starejši odrasli 65 let in več. Nič narobe oziroma zelo dobrodošlo pa je, da začnemo čim prej v odrasli dobi
zato da naredimo, bom rekla, dobro zalogo tako mišic, kot tudi preventivo proti padcem in poškodbam v prihodnosti. Ne? Po drugi strani pa, kar se tiče sedentarnega vedenja, je pa potrebno omejiti količino časa, ki ga preživimo sede in jo nadomestiti z različnimi oblikami telesne dejavnosti, pa tudi, če je to nizkointenzivna telesna dejavnost. To pomeni tista med 1,5 do 3 meta, nič hudega, boljše kot pa sedentarno vedenje, ki ga nekako po energetski porabi ocenjujemo od 0 do 1,5 meta. In ni najbolj koristno za zdravje, oziroma tega naj bi bilo čim manj skozi dan. Čim manj skozi dan. Ok. Gremo zdaj še na priporočila o dolžini spanja. Glede na starost, kot vidite, tukaj imamo različne starostne skupine, od novorojenčkov, dojenčkov, malčkov, predšolskih otrok, osnovnošolskih otrok, najstnikov. Če govorimo o mlajših odraslih oziroma delovno aktivni populaciji, skratka odraslih, dokler se ne upokojijo nekako, je priporočljiva količina spanja po Svetovni zdravstveni organizaciji in po Ameriški nacionalni fundaciji za spanje nekje od 7 do 9 ur. Medtem ko za starejše odrasle, tisti, ki so običajno že upokojeni, ni pa nujno, da so že upokojeni, ampak običajno marsikdo od njih je že in je recimo star 65 let in več, pa zadostuje od 7 do 8 ur. To pomeni tisti, ki smo v delovnem razmerju nekako, ali pa da študiramo še in podobno, od 7 do 9 ur, potem pa, ko se nekako pokojimo, ne potrebujemo več toliko počitka v, bom rekla, obliki spanja, oziroma 1 uro manj, ne pa dosti manj, od 7 do 8 ur. To so te priporočila v dolžini spanja. Tukaj vidite še naš zraven NIJZ letak, ki prikazuje higieno spanja oziroma 10 priporočil za zdravo spanje odraslih. Jaz vam priporočam, da si na naši spletni strani najdete ta letak, si ga prenesete na svoj računalnik in ga seveda stiskate barvno, črno-belo, kakorkoli, in ga imate v svojih športnih društvih, klubih, nekje na vidnem mestu, v svojih fitness centrih, oziroma mogoče naredite več teh printov, zato da jih lahko razdelite tudi svojim vadečim. Ne bom šla skozi vseh 10 priporočil, ampak nekako je potrebno urediti okolje za zdravo spanje, tudi temperaturo, vlago, posteljnino, potem seveda res nameniti posteljo, bom rekla, spalnim dejavnostim, ne pa tudi delu, in podobno. Potem omejiti, bom rekla, alkoholne pijače, kajenje pred spanjem, izogibati se seveda takih, bom rekla, živil, ki vsebujejo, bom rekla, kofein, neke prave čaje in podobno, tudi ne biti intenzivno fizično aktivni oziroma telesno aktivni tik pred spanjem, ampak kakšnih par ur pred tem. In ravno tako je potrebno, da če želimo imeti res urejeno spanje, da nekako natreniramo svoj 24-urni cikel, da hodimo spat zmeraj ob isti uri in da se tudi ob isti uri pravzaprav prebujamo. To je teh 10 priporočil na hitro o zdravem spanju. In tukaj bi povedala, da obstajajo še 3 elementi kvalitetnega spanca. In dolžina je samo eden element. Drugi element je seveda neprekinjenost. To pomeni, manjkrat, ko se zbudimo med spanjem, bolj kvalitetni je spanec. In to je tudi odvisno od tega, od različnih dejavnikov, od urejenosti okolja za spanje, od tega, ali imamo polno skrbi, preden da gremo spat in ne moramo zaradi tega zaspati. Od tega, kaj smo vse počeli tik pred spanjem, a se lahko hitro umirimo ali ne. Skratka, veliko je dejavnikov, potem je lahko tudi ležišče problem, da se prevečkrat zbujamo. Nekdo, ki spi z nami, ki smrči in nam seveda to ni po godu oziroma nas zbuje, nas moti in podobno. Skratka, veliko je teh dejavnikov, ki vplivajo na prekinjenost oziroma neprekinjenost spanca. In tretji dejavnik, ki spada pod kvaliteto spanja, oziroma element, pa je v bistvu
vezan na kakovost spanca v smislu izmenjavanja REM pa non-REM faz. Vse te faze se morajo čez noč, seveda večkrat zaporedoma v večjih ciklih zgoditi, da lahko rečemo, da smo dovolj globoko spali. Ne? Ker ene te faze so, bom rekla, bolj površinske, druge so globinske in vsaka od teh faz ima seveda točno svoj določen namen. In ko mi se spimo v eni od teh faz, se točno določeni regeneracijski procesi v našem telesu dogajajo. Ne? In ne smemo katerega od njih izpustiti in več teh ciklov, teh REM in non-REM faz se mora seveda zgoditi skozi noč. To pomeni neprekinjenost, globina spanja, ki je vezana na REM pa non-REM faze in seveda tudi dolžina spanca je pomembna. No, če hočete več o spanju prebrati, vas tudi vabim, da obiščete našo spletno stran NIJZ, samo noter vtipkajte spanje in boste dobili številne dodatne podatke v povezavi s tem. Zdaj pa gremo na tako imenovani skupnostni pristop k zdravju. Kaj pravzaprav to je? Zdaj, iz javnozdravstvenega vidika lahko rečem, da je to eden najnovejših, najsodobnejših javnozdravstvenih pristopov in hkrati tudi eden od najbolj učinkovitih javnozdravstvenih pristopov. Ni ga pa tako lahko doseči. Zakaj? Ker po definiciji je to pristop, katerega je nosilec lokalna skupnost. In ta lokalna skupnost bi se morala, če govorimo o pravem skupnostnem pristopu k zdravju, povezovati in delovati na različnih nivojih. To pomeni, da se povezujejo znotraj skupnosti ne samo posamezniki, ampak tudi skupine. In vsi morajo tukaj videti nek svoj pozitiven interes, skupni cilj pa je boljše zdravje vseh tistih, ki živijo v tisti konkretni lokalni skupnosti, in seveda boljše okolje, ki doprinese k boljšemu zdravju. Pobudniki in nosilci tega pristopa so pa seveda lahko različni akterji znotraj lokalne skupnosti. Ni nujno, da so to zdravstvene ustanove. Najbolj idealno je, če je to občinska uprava, ni pa tudi to nujno, ampak mora občinska uprava tukaj zraven sodelovati, skratka lokalna oblast. Potem lahko je tudi, bom rekla, vključena civilna družba, različne nevladne organizacije, društva, recimo vi, kot športno društvo, športna organizacija, razna združenja in podobno. In zdaj, če želimo res dejanska partnerstva med vsemi temi ustanovami, med vsemi temi pripadniki, skupinami, posamezniki, res, bom rekla, vzpostaviti, in to v skupnem delovanju, potem morajo biti vključeni pravzaprav vsi v lokalni skupnosti. Ne samo različni sektorji, zdravstvo, šport, gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in tako dalje, ampak tudi strokovnjaki z različnih področji, zdravstvo, šport, potem načrtovanje prostora, skratka različni strokovnjaki, različne inštitucije, vladne, nevladne, združenja, posamezniki in podobno. In zdaj osnovni prvi korak, kako doseči ta skupnostni pristop je, da tisti partnerji, posamezniki skupine, ki so zainteresirane, ustanovijo lokalno skupino za krepitev zdravja. In najbolj idealno je, če ta lokalna skupina za krepitev zdravja pravzaprav deluje znotraj ali pa pod okriljem neke občinske uprave, neke lokalne oblasti. In ta skupina morajo biti pa noter seveda člani posameznih iz različnih vetrov. Ne samo iz zdravstva, ne samo športa, tudi iz planiranja, načrtovanja prostora, tudi iz gospodarstva, tudi iz turizma, tudi mogoče predstavniki delodajalcev in tako dalje, skratka različni, sociale, izobraževalne inštitucije in podobno. In oni dejansko oblikujejo vizijo skupnosti, potem na začetku seveda ocenijo stanje in potrebe ljudi v skupnosti, identificirajo na podlagi tega, to pomeni neko raziskavo treba narediti, ali pa več njih, ali pa pobrati podatke že obstoječih raziskav, identificirajo probleme, cilje v skupnosti in na osnovi tega pripravijo neke dokumente, ki so strateški in ki imajo v ozadju tudi neke akcijske načrte, ker je jasno določeno, kdo bo naredil kaj,
Za koliko denarja, s kakšnimi sredstvi, finančnimi, infrastrukturnimi, kadrovskimi, kakorkoli drugače, s kakšnimi sredstvi, skratka, dokdaj in kako bomo to tudi zmerali, zato da dokažemo, da je to bilo narejeno in da je to dejansko bilo učinkovito narejeno. In vse to seveda potem vpliva na razvoj in spremembe lokalnih politik, zato je iz tega konteksta najbolj pametno, da to vodi in to organizira pravzaprav lokalna oblast oziroma občinska uprava, vsi ostali pa recimo kot predstavniki športno-rekreativnih programov ali pa nekega lokalnega športnega društva, fitnesa, kakorkoli že, rekreacijskega centra, vi tukaj tudi sodelujete. Znanstveno je dokazano, da skupnostni pristop k zdravju poveže skupnost in s tem omogoča razvoj skupnosti, ne? In lahko dosežemo neko trajnost in imamo vsi nekaj pozitivnega, vsi tisti, ki delujemo v tej lokalni skupnosti, tudi vsi tisti, ki vam lokalna skupnost daje kruh, vsakodnevn, bom rekla, vir preživetja, boste imeli nekaj od tega, če res prakticirate tisti ta pravi skupnostni pristop k zdravju. Če si želite več prebrati, kako izvajati skupnostni pristop k zdravju in kakšne izkušnje imajo drugi na tem področju pozitivne, si preberete lahko naš priročnik, ki smo ga na NIJZ-ju izdali. Zdrava skupnost, to je dejansko priročnik za razvoj skupnostnega pristopa k zdravju. Ok, naloge lokalne skupine za krepitev zdravja sem že povedala, skratka oceniti je treba prioritete, stanje, potem potrebe najprej, potem izbor prioritet, nekih ciljev, potem začeti implementirati s pomočjo strategij in akcijskih planov. Tukaj imate pa navedene številne nujne partnerje, ki morajo s sabo sodelovati, na vrhu, kot vidite, je občina, potem so zdravstveni domovi, nevladne organizacije, tukaj se lahko tudi vi vidite, Lahko si pomagate z našo območno enoto NIJZ-ja, če želite. Imamo jih 9 razporejenih po celi Sloveniji z različnimi zaposlitvenimi inštitucijami, skratka podjetji, delovnimi organizacijami. Potem sodeluje tudi lahko Center za socialno delo, različne izobraževalne inštitucije, šole, vrtci, fakultete in druge iniciative, kot je recimo regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije, s katero pa lahko, bom rekla, tudi dejansko na regijski ravni najhitreje vzpostavite kontakt. Ali pa recimo v zdravstvenem domu za Centrom za krepitev zdravja, zdravstveno-vzgojnim centrom, malo več o tem bom pa kasneje tudi povedala. In če pogledamo literaturo, kaj pravi skupnostni pristop k zdravju, ko gre za promocijo gibanja, za promocijo telesne dejavnosti. Literatura celo pravi, da take vrste pristop je eden od najbolj učinkovitih metod za promocijo gibanja oziroma telesne dejavnosti. Ampak pod predpogojem, da skupnostnim pristopom omogočimo in uporabimo direkten stik s tistim, ki se ga to tiče, in da je aktivnost, recimo, če je to pilates, ali je pa to tek, ali je pa to neko pohodništvo, ali pa neka vadba za krepitev mišic, ali pa nek program v fitnesu in podobno, ali pa plavalni program, karkoli že, mora biti prilagojena tisti ciljni populaciji, ki dejansko ima tako potrebo po željo potem in je tudi motivirana, da to počne. Na splošno pa spodbujanje in omogočanje pestre, varne, redne telesne dejavnosti in športno-rekreativne telesne vadbe vsem starostim in ciljnim skupinam prebivalcev ugodno vpliva na zdravje tako posameznikov in populacije, ki živi v tej lokalni skupnosti, in hkrati več kot je teh programov, ki so prilagojene različnim starostnim in ciljnim skupinam prebivalcem, to prispeva k tudi trajnostnem razvoju lokalne skupnosti. Tako da ima tudi občina oziroma lokalna skupnost bistveno več od tega. Zdaj, hoja je pač ena osnovna in ekonomsko najbolj dostopna oblika gibanja za večino populacije, tisti, ki so sposobni seveda hoditi, nimajo nekih zdravstvenih težav ali pa gibalnih omejitev za to, In hojo recimo je zelo pametno promovirati skozi skupnostni pristop ali pa s pomočjo skupnostnega pristopa, kjer jo lahko izvajamo ne samo v rekreativne namene, kot je to v obliki nekega pohodništva, ali pa nekih skupin za hojo,
ampak jo lahko izvajate tudi v transportne namene. To pomeni, da pridete od točke A do točke B, v šolo, v službo in nazaj, po opravkih in tako dalje. Mora biti pa zato seveda urejena v lokalni skupnosti tako infrastruktura, ki ne samo, da je varna v smislu prometa, ampak da je tudi po noči, vkolikor se pač ljudje po noči premikajo, a ne hodijo, da je tudi ustrezno osvetljena in da niso ljudje izpostavljeni nekim kriminalnim dejanjem, ne, po nepotrebnem. No, v te namene, kako v bistvu promovirati, kako načrtovati zelene površine za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga, je pred leti v okviru projekta Ven za zdravje Urbanistični inštitut Republike Slovenije izdal tale priročnik od spodaj, Ven za zdravje, ki si ga lahko tudi, če boste pogooglali Ven za zdravje, boste prišli direktno na tale priročnik in si ga lahko prenesete, si ga sprintate in ga imate shranjenega v vašem klubu, društvu, fitness centru, če ga boste potrebovali. Tam notri je zelo lepo opisano, kako dejansko tudi izvajati skupnostni pristop, kako načrtovati zelene površine v sodelovanju z načrtovalci prostora, urbanisti, kako prepričevati lokalne oblasti, da se nekaj zgodi, zakaj od tega imamo vsi korist. Noter so primeri dobre prakse, so točno določena priporočila, ki temeljijo tako na dobrih praksah v Sloveniji, kot tudi v tujini. Skratka, zelo, zelo uporabna zadeva in redko katera država razvita to sploh ima. Slovenija je ena od redkih, ki tak priročnik ima, ne. Tako da to vam toplo priporočam, da mogoče dobite kakšno idejo, kako bi lahko še dodatno sodelovali z lokalnimi oblastmi, načrtovalci prostora in dobite mogoče še kakšno dodatno infrastrukturo v vaši lokalni skupnosti, znotraj katere lahko, bodisi da je to zelena površina, bodisi da je to neka pešpot, rekreacijska pot, trim steza, kakšen park, neko športno igrišče, kakorkoli, a ne. Na ta način v bistvu povečate svoje tako prihodke kot možnost in priložnost, bom rekla, svojih bodočih klientov. Omenila sem že, da bodo na jeseni izdane prve slovenske nacionalne smernice javnozdravstvene za 24-urno gibalno vedenje. Tako približno bojo izgledale, tukaj so samo 2 strani sicer napisane, skratka smo v fazi oblikovanja, ne? Temeljijo pa na obsežnem znanstveno-raziskovalnem delu, in so nastale dejansko na podatkih zadnje Cindi raziskave, ki smo jih izvedli v letu 2024, tako da na podlagi odrasle in starejše odrasle slovenske populacije. Tako da, ko bojo išle, bomo vas o tem znotraj projekta Zmigaj se do vadbe obvestili, mogoče organizirali tudi kakšno krajše predavanje, da vam jih predstavimo. Vsekakor bomo pa v naslednjih nekaj mesecih kar veliko promovirali to in vas tudi najmanj obvestili, kje na spletu jih najdete, da se jih lahko tudi prenesete na svoj računalnik in sprintate, ne? Dobro, zdaj pa gremo na program Skupaj za zdravje. Zdaj, program Skupaj za zdravje je pravzaprav celovit program integrirane preventive kroničnih bolezni za odrasle. Ima več kot 20-letno zgodovino, izvaja se v vseh slovenskih zdravstvenih domovih in par let nazaj je Svetovna zdravstvena organizacija točno ta program proglasila za najboljši program integrirane preventive kroničnih bolezni za odrasle na svetu. Tako da smo lahko ponosni, da ga imamo in da ga priznava tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Drugače pa ta program povezuje 3 sklope aktivnosti. Zdaj, en sklop aktivnosti se dogaja že v ambulantah družinske medicine in pri patronažnem varstvu. Izvajajo skratka patronažne medicinske sestre. Znotraj ambulant družinske medicine pa v veliki večini te preventivne preglede odrasle populacije in kratka svetovanja za zdrav življenjski slog izvajajo tako imenovane referenčne diplomirane medicinske sestre, v manjšini pa tudi osebni izbrani zdravniki, ne? Če pa oseba ni sposobna priti fizično v ambulanto družinske medicine iz kakršnega koli razloga, ali je to zdravstveni razlog, ali je gibalni razlog, ali kakorkoli, ne,
Potem ga pa lahko ta preventivni pregled in kratko svetovanje na domu opravi tudi patronažna medicinska sestra, ker je strokovno usposobljena za to. Zdaj, če ta posameznik na preventivnem pregledu, pač mu je bilo zaznano, da ima neke večje zdravstvene težave v več kot 20% in da bi bilo pametno, da spremeni, življenjski slog ali pa da je celo kronični bolnik, ter je motiviran za spremembo življenjskega sloga ali pa za krepitev duševnega zdravja, ukoliko je to okrnjeno, ga pa potem bodi si referenčna medicinska sestra, patronažna ali pa osebni izbrani zdravnik napoti naprej na skupinske delavnice oziroma individualna svetovanja, posvete v centre za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojne centre. Drugače pa na nekatere te skupinske delavnice in individualna svetovanja oziroma posvete lahko pride posameznik tudi brez preventivnega pregleda in kratka svetovanja. So nekatere krajše obravnave, kjer ne potrebuje tega prvega sklopa aktivnosti. Kader v CKZ in ZVC izvaja pa tudi številne aktivnosti za krepitev zdravja v lokalni skupnosti, predvsem v duhu skupnostnega pristopa k zdravju, o katerem smo prej govorili, in tukaj v tem delu pa mi na projektu Zmigaj se do vadbe vidimo, da bi se lahko vi kot izvajalci in ponudniki športno-rekreativnih programov v lokalni skupnosti združili v svojih aktivnosti, zato da imate vsi bistveno več od tega. Zdaj, same obravnave in aktivnosti v CKZ-jih, ZVC-jih izvaja interdisciplinarni standardni tim. Bomo kasneje videli, kako je ta tim sestavljen, iz katerih kadrov. Mi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa upravljamo od samega začetka že s tem programom in ta program v celoti plačuje ZZZS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. In mi kot upravljalec na NIJZ-ju, konkretno moj center, Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, predvsem oddelek za odrasle, ker imamo dva oddelka, en je za otroke in mladostnike, drugi je za odrasle, no, jaz sem zaposlena tle na oddelku za odrasle, skrbimo skratka za razvoj intervencij, za izobraževanja kadra, ki potem te intervencije izvajajo v praksi, zagotavljamo tudi kakovost programa in tudi spremljamo njegovo delovanje, skratka ga tudi evalviramo in poskušamo izboljševati in odstranjevati morebitne anomalije. Tako da, če niste slišali o tem programu ali pa ne veste dosti o tem programu, ali pa tudi če veste, ampak mislite, da veste, vse to vas v vsakem primeru vabim, da obiščete spletno stran Skupaj za zdravje in si pogledate več, kaj pravzaprav mi vse tam počnemo, ker tam boste našli tudi številne nasvete, ki bi jih lahko potem naprej predali vašim vadečim, ki bojo hodili zdaj na vaše vadbene programe znotraj programa Zmigaj se do vadbe. Takole deluje ta preventivni program. To pomeni, vsi, ki so 30 plus, stari, odrasli, bodo prej ko slej v svojo ambulanto k svojemu izbranemu osebnemu zdravniku povabljeni na preventivni pregled. Običajno se zgodi ta preventivni pregled, vabljanje na vsakih 5 let, če ni nekih večjih zdravstvenih težav, če pa so kakšne večje zdravstvene težave, vas pa potem ta referenčna sestra, patronažna ali pa vaš osebni zdravnik vabi tudi pogosteje. Zdaj, preventivni pregled pač obsega pogovor o vaših življenjskih navadah povezanih z zdravjem, zmeri vam tlak, telesno višino, težo, obseg pasu, vam opravijo tudi laboratorijske meritve krvi, tako da vidite, koliko imate dobrega, slabega holesterola, imate mogoče povišan sladkor v krvi in podobno, in ste potem na podlagi rezultatov, vkolikor je seveda to potrebno, deležni kratkega svetovanja o spreminjanju morebitnih zdravih razvad in krepitvi zdravja. Vkolikor pa seveda se ugotovi več kot 20% ogroženost za kronične bolezni ali pa se vam celo ugotovi že kakšna kronična bolezen, ali pa kako psihosocialno tveganje za vaše zdravje, in če ste motivirani, da nadaljujete z obravnavo, da spremenite življenjski slog na bolje, potem se vas pa napoti v centre za krepitev zdravja oziroma zdravstveno-vzgojne centre, kjer pa vas potem prevzame njihov tim in se dogovorite, katere skupinske delavnice, individualna svetovanja, posveti glede na vaše rezultate preventivnega pregleda bi bile najboljše za vas. Tako.
Zdaj, kader v centrih za krepitev zdravja je bolj razširjen, medtem ko v zdravstveno-vzgojnih centrih pa je manj raznovrstnega kadra. Ker ko je nastal program Skupaj za zdravje, so bili samo zdravstveno-vzgojni centri in približno ena tretjina, bom rekla, centrov po Sloveniji, ki se ukvarja s preventivnimi obravnavami, temu so namenjeni ti centri, je še vedno zdravstveno-vzgojnih centrov in tam delujejo diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti in psihologi v timu. Dve tretjini centrov, pa danes so centri za krepitev zdravja, in so dejansko rezultat večjih zaporednih nacionalnih programov, pilotskih programov, s katerimi smo uspeli odločevalce, to pomeni Ministrstvo za zdravje in tudi plačnika na drugi strani, to je ZZZS, prepričati, da so bistveno bolj učinkoviti, če delujejo ti centri v nekem razširjenem timu in v nekem razširjenem asortimaju različnih preventivnih, tako individualnih kot skupinskih intervencij. In centri za krepitev zdravja, poleg teh treh kadrov, ki sem jih prej omenila, ki so tukaj modro obarvani, so dobili dodatno, znotraj teh projektov, zdaj je pa to že, bom rekla, stalnica, so dobili še dietetika in kineziologa. Vseh teh 5 ljudi, ali pa 3, če gre za ZVC, pa vodja bodisi ZVC ali pa CKZ. Običajno je to diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji, ni pa nujno, lahko je tudi drugi kader. Pač tisti, ki je najbolj strokovno sposoben za menedžeriranje, vodenje, ima specialna znanja ali pa formalna znanja z tega področja. Tako da, finančno so pokriti, aktivnosti so zelo jasno opredeljene, kader obstaja v vseh teh centrih in seveda tudi v ozadju je zelo močen mehanizem izobraževanja teh kadrov, ki pa se dogaja pri nas na NIJZ-ju. Tako da recimo kineziolog pa fizioterapevt nekje, če govorimo za intervencije z področja telesne dejavnosti, morate iti skozi več kot 300 ur izobraževanja, potem ko že zaključita fakulteto, vsak na svojem področju, zato da lahko suvereno, varno in učinkovito delata sploh v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnih centrih, ravno tako pa morata tudi odpraviti pripravništvo in strokovni izpit, da lahko delata oba v zdravstvu. Tukaj je pa mreža CKZ-jev in ZVC-jev, zdaj vse to, kar je modre pikce, so centri za krepitev zdravja, tukaj vidite lokacije, medtem ko te zelene v manjšini, so pa zdravstveno-vzgojni center. Skupaj jih je več kot 60 nekje, to se vsako leto mičkaj spreminja, odvisno kako se zmenijo, v posamezni regiji, ampak načeloma je bistveno več, 2/3 je zdaj CKZ-jev in samo še 1/3 je teh ZVC-jev. Kaj odlikuje to mrežo ZVC-jev in CKZ-jev? In to lokacije so pa v zdravstvenih domovih, to je kot neke vrste organizacijska enota znotraj posameznega zdravstvenega doma, tako dobra dostopnost, kot vidite tukaj na mapi, razporejenost in sodelovanje z lokalno skupnostjo, in na tej točki vas ponovno vabimo, da se vi kot ponudnik športno-rekreativnega programa na lokalni ravni povežete z vašim najbližjim zdravstvenim domom in njegovim pripadajočim bodisi CKZ-jem in ZVC-jem in začneta skupaj izvajati določene aktivnosti v smislu skupnostnega pristopa v lokalni skupnosti, ker skupaj sta definitivno močnejša. In tudi en drugemu lahko svoje kliente, paciente pošiljate, ko zaključijo obravnave v ZVC-ju, CKZ-ju, grejo lahko k vam, ali pa če vi ugotovite na določeni točki, da se kdo od njih poškoduje, da se mu od vaših klientov vadeči, da se mu je poslabšalo zdravstveno stanje, ga lahko napotite potem v te centre, zato da izvedejo tam pač zdravstveno preventivno obravnavo in ga potem ponovno vrnejo k vam, na vaše vadbene programe. Zdaj, če pogledamo, kakšne vse aktivnosti za odrasle v CKZ-jih izvajajo,
Že prej sem omenila, da eni pristopi oziroma ene preventivne obravnave so individualne, druge so pa skupinske. In ko govorimo o individualnih posvetih za strokovnjaki, za te individualne posvete strokovnjaki, bodi se, da je to diplomirana medicinska sestra, psiholog, fizioterapevt, dietetik, kineziolog, vaši vadeči ne potrebujejo nobene napotnice in nobenega preventivnega pregleda, načeloma pri osebnem zdravniku oziroma referenčni medicinski sestri ali pa patronažni. Če imajo željo se individualno posvetovati s tem dodatno usposobljenim kadrom znotraj zdravstvenega doma v preventivne namene, morajo sam vedeti, da oni tam obstajajo in lahko vašega vadečega tudi tja napotite. Enako velja tudi za vas, ne? Vkoliko se postavite v vlogo potencialnega pacienta, ne? Ko pa govorimo o, bom rekla, teh skupinskih obravnavah ali pa drugih individualnih svetovanjih, pa za nekatere skupinske obravnave, ki so krajše, recimo tukaj na tem plakatu imate naštete obravnave v povezavi z zdravim življenjskim slogom, ki trajajo skupinsko 90 minut, to je enkraten dogodek, ne potrebujete, bom rekla, napotitve ali pa preventivnega pregleda za strani osebnega zdravnika ali pa referenčne medicinske sestre, in to so recimo delavnice zdravo živim, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor. Ravno tako ne potrebujete, bom rekla, napotnice, ko gre za 2 kratki vrsti testiranj. Ali sem fit 1 je samo aerobno testiranje v skupini, ne? Terensko aerobno testiranje, ker vam izmerijo kardiovaskularno pripravljenost za točno določenim izbranim testom, glede na vaše zdravstveno stanje in skratka zdravstveno stanje in starost. Ali sem fit 2 je pa že bolj poglobljeno testiranje, ker vam poleg kardiorespiratorne pripravljenosti še motorične sposobnosti ocenijo in ravno tako tudi mišično pripravljenost in gre za bolj poglobljene, bom rekla, rezultate. Recimo, koliko še zmorem, intervencija pa ni skupinski pristop, ampak je individualni pristop in pravzaprav pomeni pristop presejanja, kjer v bistvu kineziolog ali pa fizioterapevt 1 na 1 dela z starejšim posameznikom in ali ga preseje za padce po točno določenem protokolu ali pa ga preseje za funkcijsko manj zmožnost. Za delavnico zdrava prehrana tudi ne rabite napotitve oziroma preventivnega pregleda, medtem ko za delavnico gibam se pa potrebujete predhodno opravljen preventivni pregled in predhodno napotitev strani zdravnika oziroma referenčne sestre na to delavnico. Ker je to delavnica, ki traja, bom rekla, 13 srečanj, vsako srečanje se v povprečju zgodi enkrat na teden, in to je delavnica, kjer se posamezniki opolnomočijo z teoretičnim in praktičnim znanjem, postopoma, počasi, tukaj gre za, bom rekla, visoko rizične posameznike, ki so telesno nedejavni, ki imajo cel kup nekih zdravstvenih težav, zato da po teh 13 srečanjih, po 2 testiranjih, začetnem in končnem, po 2 individualnih posvetih, ki so tudi del te delavnice, lahko imajo dovolj znanja, dovolj veščin, da se po zaključku te intervencije, opolnomočenja potem v vaše programe vadbene vključijo. Brez nekih večjih problemov in tudi varno in učinkovito. Tako da, če boste imeli kakšne take kliente, ki so nekoliko problematični, ali boste na testih, ki jih boste vi izvajali, ugotovili, da nimajo dobrih rezultatov, ali bo njihov zdravstveni vprašalnik pokazal, da imajo cel kup nekih zdravstvenih težav, je pametno, da najprej tega posameznika, pač pošljete v zdravstveni dom, ali bo šel zdaj na preventivni pregled, ali bo šel zdaj, bom rekla, v CKZ, se bojo že oni med sabo potem dogovorili, kam mora ta posameznik iti, ampak tisto, kar je potrebno, naj opravi najprej v zdravstvenem domu, vse te intervencije, obravnave, skupinske, individualne, in ko to zaključi, bo pa potem varno pripravljen za vaše vadbene programe, ne? Na področju duševnega zdravja, kot vidite, imamo tudi cel kup delavnic za tehnike sproščanja, ki je kratka delavnica, spoprijemanje s stresom in zdravi odnosi,
ne potrebujete napotitve pa preventivnega pregleda, ker so kratke intervencije, medtem ko za delavnici spoprijemanje s tesnobo in spoprijemanje z depresijo pa potrebujete preventivni pregled predhodno in napotitev, ker gre bolj za poglobljeno obravnavo. Ko gre za tvegana vedenja, imamo recimo skupinsko delavnico opuščanja kajenja in tudi individualni pristop pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola, ne. Načeloma za niti eno, niti drugo pravzaprav ne potrebujete napotitve, vsekakor je pa to taka bolj specifična delavnica, da ni slabo, da prej opravi tudi preventivni pregled. Potem imamo pa za obravnavo dveh različnih kroničnih presnovnih bolezni tudi skupinske delavnice in prva se imenuje zdrava mera, kjer obravnavamo prekomerno telesno maso in debelost pri odraslih in starejših odraslih. To je delavnica, ki traja tam nekje 5-6 mesecev, ta intenzivni del, 2-krat na teden, skupinska srečanja, potem še vadbena srečanja vzporedno, potem pa še 1 leto, na vsake 3 mesece se dobijo za vzdrževanje. In potem imamo tudi sladkorno bolezen tipa 2, to je kratka delavnica za tiste sladkorno bolezen, da dobijo osnovne podatke, na to mislim, da ne rabijo napotitve, medtem ko na zdravo mero, kjer je daljša delavnica, bolj kompleksna delavnica in tudi na delavnica z sladkorno boleznijo skozi življenje, pa potrebujejo predhodno opravljen preventivni pregled in napotitev strani zdravnika in diplomirane medicinske sestre. Tako da v glavnem ogromno teh preventivnih skupinskih obravnav obstaja v zdravstvenem domu in če zaznate pri vaših vadečih, da jim vi glede na svoje kompetence težko pomagate in da težje sledijo skupini, ne, ali pa da niso takoj primerni za vstop v vaše skupine, mogoče čez pol leta, ne, ali pa čez par mesecev, par tednov, dajte jih poslati prvo v zdravstveni dom, v CKZ, ZVC, skratka, in bojo potem oni naprej triažirali ter se z njimi ukvarjali in ko jih spravijo do tistega nivoja, da lahko varno nazaj k vam pridejo, zato je fajn, da sodelujete med sabo, v lokalni skupnosti. Vam bojo tudi te ljudi poslali. Ok, smo rekli, da tretja skupina aktivnosti, ki jih izvajajo ZVC pa CKZ, so obravnave in aktivnosti v lokalni skupnosti in ogromno teh aktivnosti je seveda tudi z področja telesne dejavnosti. Skoraj 2/3 aktivnosti, ki jih izvaja ZVC pa CKZ, odpade na telesno dejavnost, ker to so aktivnosti, ki jih ljudje imajo radi, ne. V največji meri pokrivata te aktivnosti v lokalni skupnosti fizioterapevt in kineziolog, ki sta zaposlena v ZVC-ju oziroma CKZ-ju in jih izvajata v obliki ne samo ona dva, ampak tudi ostali kader pomaga, v obliki dnevov zdravja, odprtih vrat, potem izvajajo občinske preizkuse hoje na 2 kilometra, razne meritve, testiranja, presejanja, potem prilagojeno obliko skupinske delavnice za opolnomočenje, za spremembo gibalnih navad, gibam se, potem tudi organizirano vadbo, recimo varno vadbo za nosečnost, ne, pa druge oblike vadbe po potrebi, glede na to, kaj lokalna skupnost tukaj potrebuje za neke specifične skupine, ki mogoče jih vi v vašem centru, v vašem klubu, v vašem društvu niti ne morete izvajati, ker nimate take specifična znanja za točno te določene ciljne skupine ljudi in tukaj je fajn, da se med sabo povezujete in si pošiljate, bom rekla, svoje kliente in vadeče, ne. Potem aktivni odmori na delovnem mestu, razne delavnice, predavanja in tako dalje. In pri marsikateri od teh aktivnosti lahko tudi vi sodelujete. Recimo se pojavite na občinskem preizkusu hoje na 2 kilometra in tam promovirate svoje vadbene programe. Skupaj organizirate dneve zdravja, dneve odprtih vrat, in ljudje se pol odločijo glede na to, kaj potrebujejo. Ali bojo šli v CKZ ZVC na obravnave, ali bojo prišli pa k vam, na vaše vadbe. Ali pa prvo v CKZ, pa potem k vam in obratno, Skratka, zato je fajn, da se tukaj na tej točki povezujete v smislu skupnostnega pristopa, Kdo vse lahko sodeluje, seveda poleg vas, z področja športa, občine, izobraževalne institucije, druge zveze društva, varstveno-delovni centri, centri za socialno delo, delovne organizacije, agencije za razvoj, za okolje. Pomembno je pa, da tudi medije vključujete. Recimo en tak pomemben dan, oziroma teden, ki ga lahko skupaj obeležujete, zdravstvo pa šport, je Evropski teden športa, ki prihaja zdaj v
mesecu septembru, od 23. do 30. septembra, ali pa recimo spomladi, zadnje dni v maju, pa prve dni v juniju, mednarodni teden gibanja. Ne? To sta taka 2 tedna, kjer lahko skupaj sodelujete, si razdelite aktivnosti ali pa skupaj izvajate aktivnosti v lokalni skupnosti in boste vsi skupaj imeli nekaj od tega in več, kot pa če bi sami organizirali neko aktivnost v lokalni skupnosti. Ne? In takrat tudi seveda si pomagate z mediji, zato da vas tudi mediji promovirajo. Se pojavljate na lokalnih televizijskih postajah, radijskih postajah, objavite kaj v lokalnih tiskanih medijih, na spletnih straneh in podobno. Ne? Prednosti skratka v lokalni skupnosti sodelovanja s temi centri CKZ, ZVC tudi za vas so številne. Od tega, da imate izboljšanje možnosti za prakticiranje tega pristopa, da se razvijajo regionalne aktivnosti, projekti, lahko skupaj prijavljate projekte, lokalne, regijske, nacionalne, mogoče celo mednarodne, imate večjo možnost tudi pridobiti sredstva. Potem širite dober vpliv v lokalni skupnosti, nudite podporo zdravju prebivalstva, ste bolj učinkoviti in bolj aktivno promovirate telesno dejavnost in šport za vse. Povečujete tudi strokovno znanje, usposobljenost kadrov, ker si izmenjavate znanje, izkušnje, informacije, dobre prakse. Tudi zagotavljate lahko na ta način trajnostno naravnane in z dokazi podprte vadbene programe v lokalni skupnosti. Vkolikor se boste sprijateljili s kadrom iz ZVC pa CKZ, boste tudi vi kot ponudniki športnih rekreativnih programov bolje začeli spoznavati zdravstveno stanje, potrebe in specifike lokalnega prebivalstva. Tudi medsebojno boste lažje usmerjali ciljne skupine telesno nedejavnih odraslih, bodisi v zdravstvene ali pa v vaše športno-rekreativne programe in obratno. Ne jemati CKZ-ja pa ZVC kot konkurenco, kjer delate različne stvari. Skupaj ste pa lahko boljši in skupaj lahko širši asortiman ljudi, ki živijo in vas oboji potrebujejo v lokalni skupnosti dosežejo in si pošiljate tudi klijente med sabo. Ravno tako recimo kader, tim v CKZ-jih pa ZVC-jih ima nalogo, da na letni ravni obvezno pripravi in objavi tako imenovano publikacijo, ki je lahko v tiskani obliki, ampak najmanj mora biti objavljena na internetnih straneh zdravstvenega doma in tej publikaciji se reče katalog informacij. In v ta katalog informacij je potrebno na letni ravni zapisati vse aktivnosti, ki se izvajajo na področju zdravja v lokalni skupnosti in vse sodelujoče organizacije ter kontakte. In tukaj lahko vi, kot ponudniki športno-rekreativnih programov v lokalni skupnosti, pustite svoj kontakt, opišete svoj program, navedete, bom rekla, osnovne kontaktne podatke, mail, telefonsko številko, ne vem, naslov, zapišete v par stavkih, kaj ponujate, da vas ljudje tudi lažje najdejo, ker mogoče vas ne bojo kar tako prepoznali. Tako da to je še ena taka publikacija, kjer lahko v bistvu vi tudi svoje podatke noter date in se na ta način, bom rekla, tudi reklamirate. Zato je fajn, da se spoprijateljite in povežete z timom iz Centrov za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnih centrov, med drugim. Zdaj pa za konec bom na hitro predstavila še samo NIJZ projekte, ki so povezani s programom Skupaj za zdravje in projektom Zmigaj se do vadbe. Kakšne so povezave? In to so projekti Moving for Health ali Gibanje za zdravje, potem integracija geriatrične oskrbe starejših in Active Aging. Pa gremo najprej na Moving for Health ali Gibanje za zdravje. Ta projekt poteka zdaj že 1 leto in pol. Sodelujemo s številnimi mednarodnimi partnerji, tukaj jih imate navedene, njihove logotipe, gor na vrhu, gre pa za Erasmus plus šport projekt. Kaj smo želeli znotraj tega projekta narediti? Skratka, želeli smo zgraditi mrežo Gibanje za zdravje, ki povezuje znanja in veščine na področju zdravstvene in gibalne pismenosti. In ne samo, da smo zgradili mrežo, naredili smo tudi pregled literature, primere dobrih praks smo tudi zbrali po Evropi in po svetu, ki se dogajajo na tem področju.
in smo tudi izdelali spletno orodje za usposabljanje, Moving for Health oziroma Gibanje za zdravje, preko katerega lahko vi kot ponudnik oziroma izvajalec športno-rekreativnega programa, trener, vaditelj, tudi dvignete nivo znanja in veščin na področju zdravstvene in gibalne pismenosti. In tukaj spodaj tale link, ta spodnji, vas direktno pripelje na slovensko različico tega spletnega orodja in vas toplo vabim, da si pogledate to spletno orodje in se nekaj več o povezavi med zdravstveno in gibalno pismenostjo naučite, ter da obiščete tudi spletno stran, ta zgornji link, Gibanje za zdravje oziroma Moving for Health. Je pa to orodje namenjeno šolam, športnim društvom, zdravstvenim domovom in lokalni skupnosti, konkretno pa največ od tega spletnega orodja, oziroma največ se lahko naučijo iz tega področja učitelji v šolah, trenerji, vaditelji, v športnih društvih, klubih, fitness centrih, potem zdravstveni delavci na primarni zdravstveni ravni in razvijalci skupnosti. Ok, naslednji program je integracija geriatrične oskrbe starejših. In poleg številnih ostalih produktov, ki smo jih razvili v okviru tega zelo obsežnega projekta, ki se počasi tudi zaključuje, smo naredili eno super dobro stvar, ki vam bi zelo lahko prav prišla, vkolikor želite imeti nek res konkreten, z dokazi podprt vadbeni program za aktivno in zdravo staranje, da ga ponujate tudi znotraj projekta Zmigaj se do vadbe, To je prvi javnozdravstveni vadbeni program za aktivno in zdravstveno staranje in je brezplačno dostopen tukaj na spletni strani podprimostarejše.si. Zdaj, v lanskem letu smo implementirali ta vadbeni program Vadbeceda v sam program Skupaj za zdravje oziroma smo izobraževali kineziologe in fizioterapevte, ki so zaposleni v CKZ-jih in ZVC-jih, zato da obstoječe delavnice, kot so Gibam se, Zdrava mera, razne aktivnosti v lokalni skupnosti, lahko ta vadbeni program tudi izvajajo. In imamo v mislih, nismo na vas pozabili, imamo tudi vas v mislih, tako da znotraj projekta Zmigaj se do vadbe, če boste želeli, se obrnite na vodstvo projekta Zmigaj se do vadbe, to pomeni na OKS, in bomo za vas, izvajalce, ki ste se prijavili na razpis in tudi na razpisu dobili sredstva za brezplačno izvajanje vadbenih programov, poskrbeli, da vam to znanje prenesemo. Bomo naredili en tečaj, kjer boste lahko, bom rekla, bomo skupaj šli z snovalci tega programa skozi vsako vajo posebej, skozi vso gradivo posebej, da boste potem bistveno bolj suvereno lahko ta program ponujali tudi svojim vadečim v lokalni skupnosti z vidika zagotavljanja trajnosti vadbe. Ker eno je ZVC pa CKZ fizioterapeut, ko ne more v nedogled to vadbecedo izvajati za ene te iste ljudi, zato ker pri njemu se morajo različni pacienti zglasiti. Ne more samo za eno skupino pacientov non-stop delati. Medtem ko vi, ko dobite v obravnavo neke vadeče, jih lahko imate v obravnavi for life. In lahko potem vi, bom rekla, s to vadbecedo nadaljujete v lokalni skupnosti in seveda imate tudi od tega koristi. Imate tudi od tega številne koristi, ne samo finančne, ampak tudi druge koristi. Trenutno čez poletje testiramo tudi aplikacijo, ki si jo lahko ljudje naložijo samostojno na svoj pametni telefon, vadbeceda, in bo omogočala pač individualno načrtovanje vadbe za moč, ravnotežje, spremljanje posameznikove tedenske telesne dejavnosti in sledenje smernicam za telesno dejavnost. Ampak ni še na voljo, bo pa ta aplikacija na voljo potencialnim uporabnikom, in ko bo, boste o tem tudi obveščeni. Še enkrat vas pozivam, poglejte si ta vadbeni program, če se vam zdi zanimiv, se vam zdi potrebno, da organiziramo za vaš tečaj, kako to izvajati v praksi, in da prenesejo ta znanja na vas tisti, ki so ta program kreirali. Povejte to vodstvu Olimpijskega komiteja Slovenije in bomo organizirali za vas tečaj znotraj projekta Zmigaj se do vadbe. Ok, in ne nazadnje bi vam želela predstaviti še en Erasmus plus šport projekt,
ki ga tudi izvajamo z številnimi tujimi organizacijami. Na NIJZ-ju imenuje se pa Active Aging for Falls Prevention oziroma aktivno staranje za preprečevanje padcev. V sodelovanju z določenimi strokovnjaki iz Fakultete za šport smo razvili 3-mesečni progresivni vadbeni program za aktivno in zdravo staranje, ki vključuje poleg vadbe za mišično zmogljivost tudi del, ki je vezan na ravnotežje, na izboljšanje ravnotežja, koordinacije in funkcionalnih gibalnih vzorcev. Ker zdaj poteka pilotsko testiranje tega programa, ker je tudi 1 leto pa pol, odkar smo ga začeli izvajati, bomo poskrbeli, da se ta ABC Plus program, podobno kot vadbeceda, integrira, določene vaje, določeni deli teh vaj, integrirajo v te obstoječe delavnice ZVC pa CKZ, pri tistih fizioterapevtih pa kineziologih, ki te zadeve izvajajo, bodisi v lokalni skupnosti, bodisi v okviru delavnice Gibam se ali pa Zdrava mera. In tudi za ta vadbeni program vam ponujamo, enako kot za vadbecedo, da v okviru projekta Zmigaj se do vadbe izobrazimo iz izvajanja tega programa tudi vas. Če boste želeli tudi ta program vadbecedo ponujati ali pa program ABC Plus ali pa oboje vašim vadečim, enkrat do konca projekta ste dobrodošli, da ponovno izrazite to željo, poveste to vodstvu projekta Zmigaj se do vadbe na OKS in bomo organizirali tečaj, kjer boste zasnovalci tega programa šli skozi vsako vajo posebej, da boste bolj suvereni potem to izvajali v praksi z vaši vadečimi. Zaenkrat pa lahko si pogledate učno gradivo oziroma vadbene kartice, ki smo jih razvili za ta namen, so še vedno v pilotski fazi trenutno na tej spodnji NIJZ spletni strani in vidite, pa mogoče dodate kakšno vajo že zdaj lahko svojim obstoječim vadbenim programom. Tako da to je bilo zelo izčrpno z moje strani. Hvala za pozornost. Če imate kakršnokoli vprašanje, pa je tukaj tudi moj elektronski naslov in mi pišite, z veseljem vam odgovorim na kakršnokoli vaše vprašanje. Hvala lepa še enkrat in nasvidenje.